Že drugič pri vas me veseli. Zdaj, glede na to, da vam je vaša ravnateljica že vse razložila o zajtrku, sem skoraj ostala brez besed. Jaz bi vam res na srce položila samo to. Zajtrk naj bo, ne nujno, da v tej obliki, da je vedno maslo, med in kruh, karkoli drugega. Uživajte pa med tudi čez dan, ob vseh priložnostih, ne samo takrat, ko smo bolani, ker je zdrav, ker ima ogromno vitaminov in drugih snovi, ki nam pomagajo, da se borimo z bacili in tako naprej. To je zdaj z moje strani zaenkrat. Želim vam en lep preživet petek. To je to. Naj me ni. Hvala lepa, Valentina. Gospod Janez, še vam dam besedo kot podpredsedniku Čebelarske zveze in pravzaprav tistim, ki so, kot sem že povedala, zaslužni za to, da se v slovenskih šolah ponovno večkrat ponuja za malico med, da imamo slovenski tradicionalni zajtrk, da je na pobudo slovenskih čebelarjev nastal svetovni dan čebel, kar ni tako enostavno, in da je letošnje leto torej tudi čebela postala najbolj delovna, najbolj koristna žival na svetu. Janez, izvolite. Hvala lepa za besedo. Čas sicer drži, tako da bom na kratko malo nekaj povedal, oziroma prvo najlepši pozdrav v imenu Čebelarske zveze Slovenije, v imenu vseh slovenskih čebelark in čebelarjev in seveda tudi v našem imenu. Ravnateljica, tako kot je že kraljica povedala, je tisto bistvo vam že razložila. Jaz bi samo na tem mestu se zahvalil ravnateljici, ki je prav tako čebelarka, za dejavnosti na vaši šoli v zvezi čebelarstva, v zvezi promocije naše krajinske čebele. Mi imamo svojo avtohtono pasmo čebel, to je drugo najbolj razširjena čebela na svetu in seveda promoviramo, da bi čim več se v šolah in seveda tudi drugje doma uporabljali lokalno pridelano hrano in seveda tudi lokalno pridelan med, ki ga čebelarji slovenski proizvajamo zelo kvalitetnega. Naj samo še povem, da je vsaka tretja žlica hrane, ki jo pojeste, odvisna od opraševanja čebel, zaradi tega se ta naša čebela tudi zasluži eno takšno pozornost. In na koncu samo še resno lepo hvala za vaš trud in vaše prizadevanja. Na vaši šoli imate predmet o čebelarstvu, izbirni predmet od lanskega leta, ker sedaj 3 leta že poleg krožkov je lahko na osnovnih šolah tudi izbirni predmet iz čebelarstva. Še enkrat hvala za povabilo in seveda prijeten zajtrk in lepo odpet čebelar. Hvala.